Živjo. Danes sem na kavo povabila Saro Emeršič iz Pocket, trgovinica z Zero Waste. Predvsem pa težimo k temu, da imamo čim manj odpadkov. Tako da dobrodošla. Hvala za povabilo. Ja, najbolj od vsega me pa zanima seveda, kako si se sploh odločila ta korak narediti danes. Si vsi želimo spremeniti svet na bolje, ampak treba je pa narediti korak. Ja, treba je. V bistvu, kako sem jaz začela, ne vem, očitno se je neki klik naredil v moji glavi, ko sem hodila na sprehode in so me naenkrat začele zelo motiti smeti ob poti. In sem se odločila, da naslednjič, ko grem na sprehod, vzamem s seboj vrečko. In pač tako se je začelo, da sem jaz začela pobirati smeti na sprehodih. To je trajalo nekje pol leta, potem pa sem še začela razmišljati, kako sploh zmanjšati te odpadke, torej da ne bo vse ležalo po poti, ker ni samo, da so pločevinke, našla sem tudi plenice, v glavnem izdelke za osebno higieno, kar sem bila kar šokirana, ker kdo si to v avtu vozi, ampak očitno. In potem najprej sem si kupila pralne blazinice, pa zobni ščetki bambusovi. Potem pa sem razmišljala, kako bi to še drugim v bistvu omogočila, da lahko tudi drugi kupujejo. In smo v bistvu s takratno prijateljico prišli na idejo, da bi si jaz odprla spletno trgovinico in bi potem pa s časoma dodajala izdelke in to sem tudi naredila. V bistvu malo je bilo teže, ker je takrat ravno prišla ta situacija z korono in so bili vsi v strahu s prihodki pa to. In je trajalo kar nekaj časa, da se je trgovinica nekako spravila v promet, ampak se je, hvala Bogu. Zdaj pa vedno več iščem izdelke, ki jih lahko dodam, predvsem slovenske. Tako da, če pa kaj ne najdem, pa poiščem pač v tujini nekaj, kar še ni pri nas, da dodam. Tako da, ja. No, super. Zelo si tudi aktivna, na teh socialnih omrežjih, ja. In izobražuješ in zelo veliko v bistvu se pač nekako kažeš z nekim dobrim namenom, da pokažeš, kako se lahko živi tudi drugače s temi. Ja, ker dosti vidim, da samo objavljajo, naprimer, kakšni problemi so odpadki, ne dajo pa naprimer rešitve. In dosti se mi zdi, da ljudje dojemajo ta zero waste oziroma less waste, ker zero waste je res težko doseči, sploh v tem času potrošništva. In vedno mislijo, da morajo pač zdaj vse doma zamenjati za trajnostne izdelke. In jaz želim pač pokazati, da včasih sploh ne rabiš dosti zamenjati, lahko porabiš kakšno staro stvar, naprimer, lahko se izogneš nakupovanju novih stvari, tako da se zero waste zelo povezuje z minimalizmom. V bistvu, torej, da ko greš v trgovino, pomisliš, res potrebujem to ali pač bom zdržala brez tega. Meni to zelo pomaga in včasih, zdaj sem že prišla tako daleč, da ko včasih kupim, je potem žal, ker si mislim, pa bom res to potrebovala, ampak se izkaže, da potrebujem. Ker je treba spreminjati navade potrošnikov in to je v bistvu zelo težko, ne moreš ti kakorkoli probamo influencirati na potrošnika. Je čas, da nekdo spremeni svojo navado, pravijo, da 21 dni. Ja, da vsak dan 21 dni zaporedoma delaš neko stvar, da lahko spremeniš, ne vem, neko navado, pa še to vprašanje. Največji problem se prikaže pri nakupovanju hrane, ker to pa je res težko najti na rinfuzo. V Sloveniji je nekaj trgovinic na rinfuzo, ampak jih je res še peščica samo. Tako da zdaj prepričati ljudi, da gredo nekam drugam kupiti hrano na rinfuzo, je res težko, ker tudi sama, priznam se, ne bi peljala, ne vem, v Maribor, ker se mi s Ptuja vsakih 14 dni samo zato, da nakupim hrano. Pa tudi velikokrat so v teh trgovinicah res ekološke stvari, kar pomeni, da je cena tudi do 3-krat dražja. In zato jaz v bistvu pravim, da ni potrebno zdaj vsega zamenjati in se popolnoma predati zero waste. Mislim,
ker navsezadnje hrana je draga, tudi splošna hrana postaja draga. Zato pač začnimo, ne vem, pri osebni higieni, potem pri oblačilih. Velik problem je, ko če vidim, da hodijo na veliko kupovati oblačila, ki jih nosijo 2-krat, 3-krat in potem ležijo v omari in jih potem, ne vem, vržejo proč. Sama, kolikor pač gre, se poslužujem second hand trgovin ali pa kakšnih izmenjav. Želela sem tudi vprašati, kako bi lahko še drugače spodbudili in si nekako naše stranke ali pa poslušalce, kakorkoli se že temu reče, kako bi jim lahko pomagali z nekimi idejami, da bi vseeno probali čim manj in čim bolj živeti z manjškarstvom. Ja, v bistvu jaz sem osebno napisala tak majhen e-priročnik, kjer sem se ravno naslonila na to temo, torej 5 trikov, kako biti bolj trajnosten, skoraj brez zapravljanja denarja. In sem se predvsem dotaknila ideje o ponovni uporabi, potem o tem, da zavrnemo stvari, torej da refuse. Se pravi, če jaz dobim darilo od tebe, pa rečem, joj, hvala lepa, jaz pa to ne bom, ali je to refuse, da si rečeš, ne bom tega kupila, ker je preveč plastike? V bistvu je oboje. Zdaj pri darilih, kaj se tiče, v bistvu mi ne moremo zdaj zavrniti ljudem, ker niti ni pač primerno. Zdaj, če ljudje vedo, da živimo bolj z manj odpadki, potem se bodo sčasoma navadili, da pač ne kupujejo takšnih daril, sploh v plastiki. Naprimer, dostikrat je dobro, da kupimo darilni bon. To jaz, naprimer, zelo rada spremljam, ker doživetja so itak nekaj čisto drugega kot neka stvar, ki potem leži na omari. Če pa se nam zgodi, da ja pač prejmemo neko stvar, ki je v bistvu ne želimo uporabljati, pa jo lahko shranimo in za naslednjič damo nekomu, za katerega vemo, da mu bo prišlo prav, damo naprej. Lahko pa tudi že vmes. Naprimer, če dobimo, jaz vem, da sem enkrat dobila grelec za vodo, ki v bistvu ga že imam doma, pa sem tako, kaj naj zdaj s tem naredim in čakam, da se moja prijateljica, naprimer, preseli na svoje in ji bom pač podarila naprej. Upam, da tega ne gleda, te že ve. Potem, ja, druga stvar, torej, da v trgovini, naprimer v drogerijah, vidim, da zelo radi dajete testerčke, torej, da poskusimo vse kreme, vse neke parfumčke, pač rečemo ne, hvala. Vem, da se je težko upreti, ampak se splača, pa tudi, če že živimo z manj odpadki, to pomeni, da bomo manjkrat nosili odpadke v koš, tako da se izognemo dostim pohodom do kante. Potem vidim tudi, naprimer, zdaj so... Ja, pardon, ker recimo jaz sem imela dostikrat izziv pri otrocih, ker tam recimo, ne, cela stalaža samih enih igrač, vse je roza, ne, če imaš punčke. In otroci se vedejo, mami, ja, imam lahko to, lej, koliko je lepa to. In to 6x ena in isto, ker res vidiš, da si otrok nekaj želi. Ampak tam pa sama plastika, ne, mislim, res tako... kam naj niti to dam v stanovanju, niti vem, da si sicer želi otrok, ampak to je res tako smeti, no? Smeti bom kupila. In pol na koncu sem rekla, glej, punčka, koliko je plastike? In pol je bilo prav tako, je mogla prav pomisliti tudi ona, kaj si bo želela, da ne bo toliko enih smeti zraven, no? Tako da na koncu vedno, ne, preveč je plastičen. Sto pametno. Ker dosti še vidim, da sploh v teh časih starši zelo radi kupujejo igrače otrokom. Vem, da v naših časih ni bilo tako, že pač, če si nekaj želel, so rekli, pač za božička dobiš. Tako da ja, v bistvu je pri tem pomembno, da znamo reči ne. Pač vemo, da včasih težko rečemo ne vsaki stvari, smo nekam povabljeni, pa nam ni za iti, pa vseeno ne rečemo ne, pa gremo tja. Tako da to je neki premik, v bistvu gre za osebno rast, no. Tako da če malo osebno zrasteš, potem se začneš, ne samo gledaš na sebe, ne gledaš samo na sebe, ampak gledaš na okolje. In v bistvu je to ta neki cikel, ko se zaveš, da nisi sam na svetu, da vsako tvoje dejanje vpliva
na dejanja za nazaj, kako je bilo to proizvedeno, tudi to se dostikrat lahko vprašamo, kje sploh je to proizvedeno, kakšni so standardi tam, oziroma kakšno delovno okolje je, torej da se vprašamo za nazaj, kaj je bilo s tem izdelkom in kaj bo naprej. Ali bo pristal v smeteh, ali bo pristal najhuje v okolju, ali pa še hujše v morju, ali ga bomo podarili naprej. V glavnem, vedno si moramo postavljati vprašanja, kaj bo s tem izdelkom potem nastalo. No, se pa kamermanka tukaj živijo. Sara, se ti zdi, da mlajše generacije drugače gledajo na to? Ja. Ker so vzgojene v tem, po novicah lahko non-stop spremljamo, kako pomembno je okolje, spremembe podnebne in tako naprej. Mlajše generacije mogoče malo drugače gledajo na to kot starejše? Ja, absolutno. Res starejše generacije še velikokrat slišim, da včasih ni bilo problemov z odpadkom, ker so vse sežigali. In to mi je tako, ja, super. Pač, dosti takih stvari, ki so prejšnje generacije počele, moramo mi nositi posledice. In ravno zaradi tega zdaj mlajše generacije so bolj zavestne glede svojih navad in gledajo za naprej, ker navsezadnje novice niso najbolj bleščeče. Dosti opozarjajo, da zadnja minuta tik-taka. In mi si pač še želimo živeti lepo, tako kot so lahko živeli naši starši, naši stari starši, in to želimo tudi za otroke. Ker jaz tudi opažam pri mojih vrstnikih oziroma vrstnicah, da se velikokrat sprašujejo, če sploh želijo imeti otroke, ker ne vedo, kakšen svet jih čaka. In meni se zdi to kar velik problem, ko se moraš vprašati, če želiš biti mama, ravno zaradi tega, ker ne veš, kakšna prihodnost čaka otroka. Tako da to je kar žalostno. Ampak hvala Bogu, da se mlajša generacija vseeno prebuja, da bomo naredili neke spremembe. Tako. Ja. Kaj pa še lahko naredimo, poleg da pazimo, kaj kupimo, da gledamo na to, tudi glede daril, da gledamo na to, ali se bo potem ta izdelek lahko skompostiral ali ne. Kaj še lahko v bistvu, kakšno dobro idejo, če imamo, za to, da pač vseeno premaknemo tiste majhen mozaik v življenju. Ja, jaz opažam na primer velik problem pri kozmetiki, ker ženske nasploh smo nagnjene k temu, da bi imele vso kozmetiko, kar je na voljo, ampak to niti ni dobro za kožo. Pač vseeno to je neki naravni mikrobiom, mikroflora, nisem kozmetični tehnik. In koži ne paše imeti toliko stvari na koži in potem pride do kakšnih reakcij, ampak zaradi tega, ker mi uporabljamo izdelke, ki niso primerni za našo kožo in lajšamo posledice tega. Jaz na primer uporabljam samo naravno kozmetiko že nekaj let. Vidim tudi, da si dosti kupujejo te adventne koledarje s kozmetiko, ki potem vse roma v kož. Če že želimo imeti neko posebnost, sploh zdaj za prihajajoče praznike, da lažje dočakamo ta božič, potem si sami izdelamo adventni koledar. Lepše je, ne vem, če damo kakšne lepe misli ali pa kakšne ideje za kakšno druženje. Tako da to je že ena stvar, ki jo lahko zdaj naredimo za prihajajoče praznike, ko vidimo, da so že reklame vsepovsod o izdelkih za 101 izdelek, sploh ne vem, zakaj se uporablja. Potem lahko tudi, torej, če se nam kaj strga ali pokvari, to damo na popravilo in ne zavržemo takoj. Čeprav sedajšnje naprave, sploh elektronske, so narejene tako, da je njihova življenjska doba kratka. Temu se je res težko izogniti, zato ker pač razen, če si sami naredimo nek telefon, ki bo trajal večno, ampak to si ne moremo. Tako da zdaj pač, če nekaterih stvari ne moremo zamenjati oziroma ne moremo preklopiti na bolj trajnostno, ker pač tako je narejeno, se pač osredotočimo na drugo področje. In ravno zaradi tega je zero waste nemogoč, ker izdelki niso vsi zero waste in zato raje jaz uporabljam besedo less waste, torej manj odpadkov. Ker zero waste je dobesedni prevod je brez odpadkov, kar pa
razen če živimo nekje v gorah in si sami pridelujemo vse in smo distancirani od vsega sveta, je to pač nemogoče. No, super. Ker itak, kar lahko sam pač narediš, ne, da vse en mečken pomagaš temu svetu, je seveda, da dobiš nekaj novih idej, kako bi to lahko. Ja. Se mi zdi, da si kar dobro to povedala. Kamermanka, imaš še ti kaj za Imam. dodati mogoče? Kakšno idejo mogoče še? Mogoče, če se še dotaknemo, ker velik problem je, ko se nekdo odloči, da bo živel z less wasteom, je to, da bi kar vse vrgel in ponovno kupil. Ja. Pa seveda se da ponovno uporabiti kakšne stvari, je tako? Ja, tako je. Dosti na primer tudi želijo potem zavreči stvari. Ja še ne vem, na primer kozmetike še je polno in oni rečejo, ok, zdaj pa grem zero waste oziroma less waste, zdaj pa bom to vse vrgla stran in si kupila trajnostne. Pač to je v bistvu brezpomensko, ker nismo nič boljši s tem, najprej se porabijo stvari do konca, če res vidimo, da jih ne želimo, to damo naprej. Naprimer, jaz tudi sama kakšne stvari dosti kupujem rabljene, tudi kakšne omarice, kakšne preproge, to glavno na Bolhi je veliko stvari in ni treba vedno iti v neko trgovino, kjer bomo kupili novo, če so še rabljene stvari dostikrat lepo ohranjene. Opazila sem tudi, da ljudje nekaj kupijo, pa jim ni všeč, pa kar dajo naprej, tako da lahko tudi še nove stvari kupimo. Pa potem, ko smo omenili vse načine, od tega, da zavrnemo, od tega, da ponovno uporabimo stvari, bi rekla, da je ta način življenja cenejši ali vseeno dražji kot standarden način z življenjem s plastiko, v narekovajih? Ja, v bistvu jaz po svojih izkušnjah glede vem, da zapravim veliko manj, kot sem včasih, zdaj me več ne mika, da grem v trgovino, ko ne vem, sem slabe volje, ker to je velik problem, da ljudje v trgovini v bistvu svojo žalost hočejo nekako popraviti, ker tudi raziskave so pokazale, kadar kupimo nekaj novega, je potem sproščen ta hormon sreče in ljudje postanejo tega odvisni. Tako da potem to vodi v nadaljnjo kupovanje in seveda to dražje. Potem, ja, ker je minimalizem je itak cenejši, dražje je potem samo, če se res odločimo kupovati ekološko hrano na rinfuzo, ampak saj z nekimi kompromisi, naprimer, vem, da nekateri imajo kompromis, v redu, če ni pač v biorazgradljivi oziroma na rinfuzo, bom pač se potrudil, da kupim slovensko. In obratno pač tudi, ne. Tako da pač vedno so neki kompromisi in jaz rečem, da je cenejše. Dobro. Trgovinica je v bistvu samo preko spleta ali je tudi kje osebno? Samo preko spleta je, spletna trgovina je. Zaenkrat, ne? Zaenkrat, ja. Mislim, da še kar za nekaj časa. Je malo težje si odpreti fizično trgovino, sploh ko še ni takšnega povpraševanja, ko ne rabiš inventarja in vse, tako da ja, ostaja preko spleta. Kakšne izdelke pa lahko recimo vidimo pri vas? Ja, oziroma kupimo, pardon. Ja, moja neka rdeča nit je, da so res ekološki, oziroma da je embalaža brez plastike. Imam en izdelek, naprimer pralni prah slovenskega proizvajalca Adriatic Elements, ki ima noter v vrečkici plastiko, ampak sem dala možnost ponovnega polnjenja, tako da se lahko s tem zmanjša, ker smo že poskusili, da bi nekaj drugega dali, pa so rekli, da še niso našli primerne embalaže. Tako da, če že mi je pomembno, da se vsaj trudijo najti, da ne rečejo, pač ne gre, to je to, ampak da se razvijajo v tej smeri. Tako da zaenkrat imam slovensko kozmetiko, večinoma takšnih izdelovalcev, ki jih ni drugod, oziroma ki niso v drugih spletnih trgovinah, ker želim res, da ne da sem enaka drugim, ampak da imam jaz nekaj svoj spekter izdelkov, drugih proizvajalcev, da še njih podpremo, ne samo tiste ta večje. Potem imam tudi ekološke pripomočke za osebno nego, potem čistila naravna, ta so večinoma nemška, od Klaenija, ko so v bistvu se gre za tabletke, ki se raztopijo v vodi in se nastane čistilo,
ker tudi čistila so velik problem, da so večino v plastiki in da ni možnosti ponovnega polnjenja. So že, ampak so tudi dražje, zato sem več želela najti nekaj, kar bo dostopno vsem. In te tabletke so res cenovno še cenejše, kot če bi kupili navadno čistilo v trgovini. Potem imam tudi, zdaj sem dodala izdelke v bistvu za dom za kuhinjo od Racmana. Imam tudi vašo menstrualno skodelico v trgovini in se trudim, da dodam čim več, da lahko na enem mestu se najde čim več stvari. Super. Tudi to za kopalnico tabletko sem celo eno kupila, ne dve. Pa sta kar v redu, no? Ena prav tako lepo diši. V bistvu so to bolj nežna čistila, ker naravna čistila vseeno nimajo teh agresivnih snovi. Tako da, na primer, jaz sem našla idejo, da si kopalnico oziroma vodni kamen, da si očistim z tableto za pomivalni stroj. Ja, tako da v bistvu dosti raziskujem, kako lahko z isto stvarjo narediš več stvari. Kako pa? Pardon. Ja, Kako pa to? zmočim si to tabletko, jo dam na gobico in pač drgnem skupaj z gobico. In gre kamen dol. In gre kamen dol. Ker sem pomislila, če gre v pomivalnem stroju iz posode dol, potem mora tudi tu iti. No, In evo, gre- kakšna ja. dobra ideja. Ja, sploh steklo v kopalnici oziroma na tuš kabini je težko spucati, tako da to pa gre vse dol. Super. Hvala za idejo. Prosim. No, zdaj v bistvu v vseh teh trgovinah in tudi svet se zdaj že dobro zaveda problematike, a ne? In v trgovinah recimo dostikrat je že ta biorazgradljiva vrečka, pa tega je kar zdaj veliko, ne? Kako je zdaj s tem, a ne? Ker na koncu koncev to tudi ni glih nek papir, a ne? Ja, v bistvu veliko vrečk sem opazila, da piše biodegradable, pa ni, ker tudi vsaj tudi po tipu, ko probamo vrečko, naprimer biorazgradljivo res je iz koruznega škroba. Čisto takoj občutimo, da tako, in tudi če jo damo vodo dlje časa, bo že začelo se malo razkrajati. Dosti plastike biorazgradljive, pa se prav čuti, da je plastika in tista je res težko biološko razgraditi pod res nekimi določenimi pogoji, ki velikokrat jih mi nimamo. Naprimer, smešno mi je, ko napiše biorazgradljivo, pa non-compostable. Torej, kako je biorazgradljivo, če ne smeš dati na kompost? To pomeni, da ni pač biorazgradljivo in to je tak neki greenwashing, se temu reče. Opažam tudi velikokrat, da v trgovinah dajo nalepkico gor nekega izdelka, da je to reciklirno. Ampak problem je, da dosti plastike oziroma res malo procentov plastike se dejansko reciklira. In zato, ko nekdo reče, ja, saj se plastika reciklira, ja, pač mali odstotek se reciklira, večinoma pristane v oceanu. Zdaj že imamo ta otok celo smeti, ki ga končno je nekdo začel čistiti, Ocean Cleanup spremljam. Tako da, ja. Super, no, tako da najlepša hvala. Jaz upam, da smo našli ene par idej in bomo mogoče koga premaknili v boljšo prihodnost. Drugih ne moremo spremeniti, samo sebe lahko. Ja, vse zato smo pa dali malo idej, ker so mi bile kar všeč. Tako da, hvala. Seveda pa še ena zelo velika ideja. Dragi poslušalci, gledalci, pejte pogledati na Pocket. Tam je tudi veliko izdelkov, ki so brez odpadkov. Tako je. Večinoma so izdelki za osebno nego in za čiščenje in prihajajo tudi za dom. Tako da, dobrodošli.